Dobrodošli in lepo pozdravljeni v novi 5. epizodi AS podcasta. V zadnjih tednih sta se Tilen Lamut in Denis Šme prepucavala o nogometu in o košarki, in ker nimamo namena nadaljevati, predvsem pa zato, ker so si košarkarji odgovorili sami. Franko, da še ti nekaj povej. Kaj? Prosim? Jaz ni. Ej, Ne boš ti za 3 ekipe navijati, to se navija za Dobro, eno ampak- čao. Zdaj pa To se med strinjam. nami povej, se to ne gre nikamor. Ja. Za koga navijaš od teh ekip, ki so ostale, Preseži ti, da me čisto sem. nimaš niti tako? Niti približno. Nič, a? Ma ne zanima. Dobro. Mislim, ne, da me ne zanima, ampak enostavno rad gledam dobre tekme, sploh v fuzbolu, ker zdaj so dobre tekme in tole, kar se zdaj gledal, ta četrt finala, jaz ne vem, koliko ste gledali. Navijam pa na zelo nobenega. City Real je bila tekma, ki sem jaz sicer od Pa si Arnaka mislil, da šel ne v bo 62 Paris minuti, Saint-Germain, da ne bo bolj dobro. ampak sem jo pogledal do konca doma. stari. ja. Kaj pa naslednji dan? Paris Ne, ne, Saint-Germain, Dobro, Barcelona, okej. top. Thank you. 3-2 sicer za Barcelono, ampak tekma, stariš, kakšen tempo. Tine, Denis, Nejc, živijo. Denis, bom tebe dal najprej besedo, ti se rad prepucavaš. Kaj so nam povedali košarkarji? Odgovorili so si sami sebi. Meni je zelo žal za kolega Lamuta, ker mislim, da se je s to 5. epizodo tudi zaključil ta battle, ker ne vidim izhoda iz te situacije, v katero so se spravili sami. Ne? Ja. Dobro, ne bomo več o košarki, to je za nas najpomemben šport in nima mesta. Tukaj, Nejc, ni te bilo ta vikend, zamenjal te Dejan Grabič, najprej Tine, kako je bilo? A z Dejanom Grabičem? Z Dejanom Grabičem A brez namesto Nejca Vidmarja. Brez Nejca. To gre z roko v roki, ne? Glede na to, da sem opravil tle pomembno agentsko vlogo, ne, provizijo še čakam. V redu je bilo, čeprav seveda življenje brez Nejca Vidmarja nikomur ni lahko. Priznajmo si, tako da upamo na njegov povratek hitro med vratnici. A si pogledal? Sem nekaj pokukal, ja, ampak bilo je pač vseeno, odsotnost je bila upravičena, moja vseeno, mislim, da je družina na prvem mestu in ko sine praznuje, mislim, da je vse ostalo nepomembno, ampak ja, res mislim, da ste se imeli fino, tako da... Povej mi sam, če si videl analizo Denisa v oddaji, ker jaz se nisem mogel znebiti občutka, da je Denis šel še nekaj korakov više kot ponavadi, zato ker je imel ob sebi Dejana Grabiča, ki je pripravil analizo in Denis je hotel kontrirati oziroma se je hotel dokazati. Na koncu sta si dala celo roki, da bo član njegovega strokovnega štaba, mogoče v bodoče. Tako da mi povej, kaj ti praviš? Zakaj pa ne? Ja, mislim, da je, tudi jaz sem začutil, da je bilo malo, ne vem, saj tako se je videl, da je bilo malo ogroženosti in mislim, da se je potrudil še bolj dodatno zaradi tega, kajti bil je res strokovni oči so ga gledali, a ne, direkt na par metrov, tako da ne sam po televiziji in gledalci, tako da mislim, da je opravil svojo nalogo. Denis kljubuje vsem težavam in preprekam. Tako da mislim, da Denis... Ja, v podobni situaciji sem bila. Tako, ko je bil tvoj stolček ogrožen, je bil tudi moj Šmek skotiček ogrožen in mogel sem stisniti maksimum. Jaz priznam, jaz sem se napalil na grabo stari, jaz sem analizo vse je svetlo tam, vse, kar je možno imam, sem dal noter. Da se dotaknem še Grabiča, Nejca, zelo adekvatna zamenjava, moram priznati. Nejc je v svoji karieri že bil parkrat v takih situacijah. Da bi hitro zamenjal. Ivačič, Frelih, Vidovšek so bile tu adekvatne zamenjave, ampak Nejc se je vedno znova ustal, izboril, tako da na nedeljskem El Clasiku pričakujem, da bo gorelo sa svih strana. Dobro. Ampak dober pod pritiskom, ne? Ja. Šme, moramo reči. Ne, takrat, kad te že vsi odpišejo, ne? Takrat A je bil tak tudi kot igralec? Ali? Nejc, Ne ti. a ja, jaz. Če si bil pod pritiskom najboljši. Da si izvlekel še več iz sebe. Jaz, ko se napalim, jaz sem neugoden. To Nejc. Neugoden je to, ampak a si bil pa kvaliteten, pa drugo. Neugoden za koga? Na svojo obrambo. Za sodnike. Ja. Ne, v redu si. Čisto v redu. Dobro, svež je imel, je dolg vikend. Pa tudi zaznali smo, jaz sem vedel, da je bil Denis v igri za prestop v Bravo, ki je šel iz Olimpije, ampak Dejan je pa v studiu rekel, da so se odločili za drug tip branilca. Ne? Tako da po mojem te tudi to malo podžgalo, da je javno povedal, da nisi ti rekel ne Bravo, ne? Ampak da je Bravo rekel ne tebi. A si sam klical? Lej, jaz bom tako rekel. Jaz sem svojo namero sem izpolnil, dobil sem povabilo v njegov stručni štab, naslednji, kjerkoli že bo, dala sva si roke, tako da... Zate je to sveto, ne? Zame je to sveto, tako da
Graba, lej, ko bomo šli čez Lužo ali kamor že koli bomo šli, tu sem A star. takrat si pa niste dal roke, ko si se pogovarjal za Bravo. Takrat sva si in sva se tudi, kot ste videli, v zelo fair in dobrih odnosih rašla. Sam nekaj, ne. Dejan je zdaj zamenil Nejca v našem studiu, ga je pa zamenil tudi v Šport TV-jevem studiu. Ne vem, če spremljate, on je zdaj gost v prvi ligi. Ko si ti prestopil k nam, tako da Ne vem, kdo komu sledi zdaj. Ja, Ja, lej, pač nekje je treba začeti, ne? Ne, tudi jaz z Dejanjem pač ja. Jaz sem imel to izkušnjo z njim, da sem bil v Muri, tisti kratek čas. kakšna je bila to izkušnja? Pa dobro, za vsakega igralca oziroma zame kot golmana pač ja, nisem branil, ampak takrat moramo vzeti v zakup tista sezona, mislim, da je bila, ko je Mihelak branil, bil konstanten, mislim, da sezona Mure ni bila ne vem kaj, ampak na vratarskem poziciji mislim, da je bila zadeva kar dobro pokrita oziroma dobro sezono imel za seboj, potem v drugem delu je prišel tudi še Raduha in ja, meni se je iztekala pogodba, jaz nobene zamere do njega nisem tudi gojil in korektno tudi na koncu sezone. Mi bi mogli Dejana namesto Denisa pripeljati, ne? A se Da mislim, sta da- z Nejcem skupaj v studiu. Dejan, pridi. Naslednja ideja. Veš, velikrat se pač vidi tako, igralec prestopi tja, ti si imel dolgo periodo v prvi ligi, branil Domžale, Olimpija, vse te stvari, neki tujine, greš v Muro. Vemo, da za naš Žabarje je Mura druga država. Kako si ti to doživel? Si se preselil tja? Verjetno se voziti ne moreš. Imaš družino, 14 otrok, vemo, slavijo skozi rojstne dneve, non-stop manjka. Na Pop TV vsak vikend ena Koliko je to risanka. kompleksna situacija psihološko za igralca? Ja, dejansko ja, je relativno daleč in ja, imel sem si rekel zrihtel stanovanje tam, ampak enostavno je bilo tisto manjko, družina ni bila z mano tam, ker so otroci že v šoli in sem se pač ja, tudi bil sem po 3-krat na teden sem bil doma in enostavno ni šlo brez tega, vmes sem si še psa gor odpeljal, da mi ni bilo dolg čas. Kje si pa živel? Prosim? Kje si živel? V centru, če lahko temu tako rečemo. V ožjem centru, širšem centru Murske Sobote. V getu. Ja, skoraj da. Ne, ampak nimam kaj, da ne bo zdaj izpadalo, da kaj čez tam res se vidi, če gremo v neko drugo sfero, res živijo za ta nogomet, ko je tekma, ne glede to, da ni bilo rezultata, se je čutili to, ta pripadnost oziroma res dobro spremljajo to. Ampak ja, tudi če pogledam, ker sem jaz v moji situaciji, ko sem šel tja, je bila stvar v Sloveniji, sem imel pač, ja, ko si enkrat v Olimpiji in tako, ok, Maribor ne bi šel, potem pa imaš tukaj, pač ostane še Mura, kaj drugi klubi, da bi rekel, da sem imel blazne ambicije, spet bi bil v neki drugi situaciji ali kot nek mentor ali pa kaj, tako, ker sem bil pač na koncu tudi v Muri, ampak Mura je res vsem kar lep klub, organiziran in mi ni žal, da sem to zbral, pač v dani situaciji je bila to ok izbira, ampak priložnosti, nažalost nisem dobil, ampak imam lepe spomine na tisti del. Skoraj mađarski, a ne? Veš kaj te nisem vprašal, ko so pa tale tvoj čuden tatu žabe na listu komentirali oziroma sprejeli te prekmurski patrioti, Kovs, Maruško in te? To je Jih ni motilo, največjim ponosom imam tukaj gor, tako da moja žabica bo Kje vedno... imaš žabo? Žabica je tukaj. Evo je. Moja žabica. Pokaži za kamero. Kje je kamera? Ustan, po moje je una trojka tam tva. Moja Se pravi, pomurski žabica žabica nad BS-om, nad Stožicam, tako da tle imamo zmaja, tako da ni, da ni. Sem se Kje je najdel. pa Lukovca? Iz profila, Nije, trenutno še iz ne. profila igralca za oba dva, ne? A se navežeš na te klube, v katerih igraš tudi pol, ker nisi več tam? Dobro, Muri si bil te res kratek čas, ampak tako generalno tudi ti, Denis. Pa jaz za sebe, če lahko rečem, jaz sem tudi tak, jaz se hitro navežem na marsikaj, mogoče prehiter in mi je, mogoče iz tega vidika bi bilo mogoče lažje, če se ne bi, tako meni je bilo res, kjerkoli sem bil, sem se res s težkim srcem tudi nekako in iz Domžal mi je bilo tisto, ja, sledil sem svojim sanjam, pač šel sem v Olimpijo, ampak mi je bilo pač težko iti z Domžal, ker sem kar neko navezano, vsem je bilo, vsem so me lansirali na ta velik, mislim, na oder. In mi je bilo težko, prav tako iz Olimpije, res je bilo težko, tako da kasneje, ko sem šel tudi v Grčijo, pa to bi z veseljem tam ustal isto v Muri. V glavnem, posod, ko sem se
pač počutil del tega in mi je bilo, ne glede na to, ali sem igral ali ne, enostavno takrat, ko sem bil v klubu, sem želel za to dati. Tako da jaz za sebe lahko rečem, da mi je bilo posod, kjer sem bil, sem se res hotel pač biti del tega. In tudi v Grčiji, ko sem bil pol leta sam, mi je bilo ful fajn, ker sem lahko se, ne vem, tuj jezik, to mi je bilo res fajn se učiti. Ja, vse pač raziskovati. Meni ni bilo samo pač igranje, to res sem rad raziskoval. In tak človek sem, ne vem, mogoče po očetu, ki je pač bil vodič in zaradi tega, no. Tako da ne vem, kaj pa ti. Pa meni je pa, jaz bi tako rekel, da se navežeš na neke spomine in na ljudi predvsem, ne. V Olimpiji se je to težje na neke ljudi navezati, ker je pač to avtobusna postaja, to je noro. Ampak imam pa eno tako ful lepo situacijo v Kopru, ekonom Rudi, ti ga poznaš sigurno, 100 let že tam, še zmeri, tako vedno, ko prijem v Koper, grem do njega, ga pozdravim, ima še tako eno tako najno slikco gor v ekonomatu. Ful lepo in ja, valjda, pač spremljaš rezultate tekočega tedna, vikenda, ki so, pogledaš tiste klube, ki si igral za njih, ki pač imaš neko vez z njimi in hočeš, nočeš jih nosiš nekje s seboj. Sam ekonomi so, recimo ekonomi, ki smo že, ekonomi so tisti, ne vem, v vsakem klubu. Lepilo, ne? Ja, neko tisti pač, ja, zna. Tudi v Celju je dosti znana, ne, kako je v Olimpiji. Posod, kjer sem bil, je dejansko ekonom je tisti neko srce ekipe. Bučko, kaj je zadnjič menalo na napisu? Edin, ki je preživel vse v Olimpiji. Bučar. Ja. Bučar, ja. Ampak ja, dejansko so ekonomi so res tisti, če imaš res dobrega ekonoma, res fajn karakter, res mislim, da zna res povezati vse, no, in ker ima dejansko stik z vsemi vsak moment. A je on bolj na strani igralcev, na strani kluba, ali je res to lepilo vmes, da se vsi dobro počutijo? Pa jaz prej mislim, da je bolj z igralci, ker dejansko je skozi dol, ne. Ja. Skozi dol pač so, vsak ti pojamra zmeram od reprezentančnih nivojev, ko imaš, da nikoli nič nimam tega, nimam unga, ki ga prosiš za kakšen kos opreme, nimam, čez 10 minut. Na. Ja. In tako je pač pri vseh teh, zmeraj malo pojamrajo, ampak ja, na koncu mislim, da res dober ekonom v vsakem klubu je res zlata vreden. Tvoja povezanost z Ljubljano, pač Olimpijo poznamo, ne? Tvoja situacija je bolj kompleksna, ne? Ti si iz Velenja, igral si za Maribor, igral si za Olimpijo. Dobro, ne bomo v aktualnih zadevah, jutri danes je, ko snemamo, je derbi, ne, v Ljubljani. Za koga navijaš ti jutri? Danes. Na derbiju, načeloma, ki igrata Olimpija pa Maribor. Za koga navijaš? Potegne kam, nimaš, ali kako to zgleda? Pa niti iskreno nimam zdaj nekega takega naboja zdaj pred to tekmo, ker je prvenstvo rešeno, v bistvu se zdaj... Pa dobro, nima veze, tako, vse, kaj gledaš tekmo, z nekom simpatiziraš, ne? Pazi, kaj rečeš? Pa simpatiziram z obema. Daj, nehi, no. Ne moreš simpatizirati z obema. Nehi. Se vem, da si na sred poti, ampak pa vem, da si lepše čase preživel v Mariboru, ampak kje ti je bilo pa bolj domače? Evo, kje je bil boljši ekonom, kje je, ne vem, a veš te stvari pač, kje so bile boljše žurke, kje je bilo boljši odnos z navijači? Boljša kvaliteta življenja, ne? Ja. Mislim, Olimpija je, to je pač svoja zgodba, mi kar smo tam doživeli z Nejcem skupaj, to fanti niso, ki so v evropskih klubih igrali, tega ni, to je pač svojevrstna zgodba, ki pač je takšna, da v nekih v končni fazi, tudi v organiziranih klubih ne moreš to doživeti, ne, mi smo tam bili prepuščeni sami o sebi, ne, in mi smo se tudi na račun te prepuščenosti sami o sebi, ki smo bili v Olimpiji deležni, smo se bistveno bolj povezali. V Mariboru pač imaš ljudi, ki vse je poskrbljeno, tam pustiš avto, ti ga operejo, gume menjajo, vse, to je, tam je Švabovska, to je Nemčija, to je vse cik. In pol na račun tega se tudi zgubi tiste mal neke pristne povezanosti, ne, in tako da Olimpija ti pa to da, mi smo bili v največjim govnima, smo bili sami za vse in se moraš ti znajti in se povežeš na nek drug način, na nek bolj človeški, na nek pristnejši, ker si pač prepuščen samemu sebi. Veš, kaj mene zanima, nasploh pri fuzbalerjih, mislim, da je Benoit Sue kot to, za en dan dal en intervju, ker on je bil vedno tako, on ni vedel, kdaj, proti komu igra naslednjo tekmo, on je govoril, jaz fuzbala sploh nimam rad, jaz pač igram to je moja služba. In pač zakaj je problem priznati, da jaz to delam zaradi denarja? Saj ti tudi hodiš v službo zaradi denarja, kad te nekdo kliče v službo, najprej vprašaš, kakšna je plača, najprej te to zanima. Tle me zanima to,
Jaz verjamem, ker si star 18-19 let, pa te pokliče Maribor, ni prvo vprašanje, ne, kakšna je plača, ampak kdaj pride moment, ko je prva misel, ko se pogovarjaš za nov klub, koliko mi to denarja prinese. To ti že agent pove, verjetno, ne? Ja, ampak kdaj je to najbolj pomembna stvar? A je to cel čas najbolj pomembna stvar? Pa ne mislim to v slabem pomenu tega vprašanja. Ne? Sam se veš, kako je, če fuzbaler reče, ko me je klicala Olimpija, sem razmišljal, koliko denarja bom dobil, bo vsak rekel kolega tega. Ne? Ampak more pa to biti del realnosti. Ne? Ja, jaz pri sebi bom tako rekel, pri meni je bilo, ja, pol, ko dobiš družino, ko sem predtem dejansko bi gledal samo bi sprejel drugačne, če ne bi imel družine, bi sprejel mogoče bolj take za razvoj odločitve, medtem ko pač, ko enkrat imaš družino, vsem je, mislim, da je enih poglavitnih, tako kot si rekel, prvih pač vprašanj tudi denarne. Ja, jaz sem se takrat, ko sem prestopil v Olimpijo, normalno, ja, bi mogoče tudi kaj, ampak zato so pa na koncu, kot si ti rekel, pač agenti, da je ta tampon tle vmes malo večji, ne, oziroma da se pač ta komunikacija. Ja, ker če ne, jaz pri sebi sem imel slabo izkušnjo iz tega vidika, ker so ljudje pač iz ene in rekel, predvsem iz Olimpijine strani takrat izkoristili to mojo povezanost z nek čustveno navezanost na Olimpijo in sem jaz tle ful enih emocij, enih tega, da sem se jaz nekako pogajal tudi konc koncev, da sem do tega prišel in so malo izkoristili, kot sem rekel, jaz se hitro navežem na te stvari in je bil to malo problem, ampak drugače pa jaz za sebe lahko rečem, takrat, ko je familija v igri, pač vse moraš gledati vse, tudi če greš v tujino, kje so otroci, so že v šoli, niso, kako bomo potovali, to so zdaj bolj skoraj že večja vprašanja. No. Ampak veš kaj je tle še en pomemben faktor, ki ga folk ne dojema za dovolj pomembnega in sicer nek statusni simbol, veš. Če imaš ti 5 Jurjev, pa jaz podpišem za Jurja, mi dva ne morava biti v istem rangu, v isti situaciji. Ne. Bo prišlo obdobje, bo prišel trenutek, ki bo rekel predsednik, ne vem, nov športni direktor, ne vem, čakaj, zakaj pa zdaj ki ima pa 5 skozi sedi, take pa imajo pa skozi igrane, veš, in to so neke situacije, ki so definitivno pomembne, že v končni fazi v slačilnici. Naprimer v Mariboru, mislim, nisem za nobenega, koliko ima plače. V Olimpiji na 10 evrov natančno so vedeli vsi, pač, ampak dobro, to so pol že druge zgodbe. Vse to je isto, tako, recimo isto, če pač na koncu, če nekdo plača zate, recimo zato je pač, ne vem, te preizkušnje pa free transferi, ne, veliko hitrej obupajo na tabo, če priješ za ston, če priješ na tak način, kakor pa če nekdo vloži, a veš, če kot klub daje nek denar, ne glede na to, pač te bojo potrpeli, ne, tudi iz vidika tega transferjev in teh prostih. Ja, več se bo ukvarjal s tabo, sigurno. Seveda, pač, ker bojo hoteli upravičiti ta vložek, konec konca, ne, potrpijo marsikaj. Kako je pa s temi, Olimpija je zate plačala odškodnino, ne? Kako je pa s temi v svetovnem fuzbolu, vemo, kakšne provizije agenti jemljajo, ne vem, od 80 milijonov jih vzame 10, karkoli. Kako je to pri nas? A si ti vzel kaj na podpis, recimo? To me zanima, a se o podpisu da tudi, pa ne vem, kako se temu reče, na roke, verjete, ne gre na roke, ampak... Sign on fee, ne? Ja, sign on fee, ja. Ja, dejansko so tudi te klauzule. A so to določeni procenti od odškodnine ali se to pogovarjaš? Čisto odvisno, kako se jaz tega nisem imel od tega, jaz sem pač, ja, dejansko, ko sem podpisal za Olimpijo, sem nek bonus dobil. Ampak to ti je dala kdo, Olimpija ali Domžale? Olimpija. V Domžalah sem mogel pač konec koncev še pustiti nek svoj denar. Ampak ja, na koncu rečeš, in to je tisto, veš, na koncu, ja, če bi bil pa bi rekel, ne bom šel do konca, ne, ampak konc, ja, to nažalost je praksa, ne. Enkrat je 1000 let nazaj rekel njegov stanovski kolega Nihat Pejković, to se spomnim, takrat v njih divji zahod, džumbo časih Slovenske lige, je rekel, mi igralci v Slovenski ligi igramo samo za frej papirja, ne. Ker takrat tudi, če ni bilo tega Bosmana in te stvari, ne. In dejansko si ti na koncu, vedno, ko si prišel do konca sezone, mogo reči, ajde, kaj nam boš pustil, ne, pa imaš frej papirje, se pravi, si se dejansko sam za to boril. Pole največji šmekeri so rekli, evo vam to pustim, kupite malim žoge, markirke, drese za U12, to so bili pa šmekeri. Zdaj se mi zdi, da tekom moje kariere, pa tudi tvoje, se mi zdi, da se tle, saj po tem plati, mislim, da smo kar lepo zaščiteni, oziroma, če gledam v Sloveniji na splošno, pač šport, se mi zdi, da se je pač, da je igralec
kar dobro zaščiten in mislim, da danes težko kakšen klub prinese okrog, če vse pač na papirju, valjda, če si se mimo tega menil, pač je tvoj problem, ampak če imaš na papirju, mislim, da je tle, da je naš sindikat tle, mislim, da je najboljši. Licenciranje imaš, ne? Fulno, licenciranje je ključno. Brez In tle je licenciranja pač nogometna zveza in to in hvala Bogu, da je tako in tako bi mogli vsi športi temu slediti, ker se mi zdi ta... Če bi še te SP-ovce uredili, ne, za neko zaposlitev v športu, bi Ja, bilo to je pa že globi rekel tak, pa na državni ravni se mi zdi, da pač za šport. To imajo predvsem fanti probleme, ki grejo iz Slovenije, ne? Ki grejo v tujino, pa pol te rezidentstvo, pa to, pa nobenim tega ne omogoča, oziroma nobenim ne pove. Ne vem, jaz sem se pogovarjal z enim fantom, niti nima veze, kdo je, je šel iz slovenskega kluba v tujino, ne, in so mu rekli, tok pa tok, ne vem, 10% odškodnine gre k tebi. In on je računal na ta denar in ga je dobil, pol je pa za 50% tega denarja dobil od Fursa kogarkoli plačilo dohodnine, ne, ker je bil pač visok znesek. Ne. In pol so ta rezidentstva, se odjaviti v Sloveniji, ker če se ne, pol plačaš dvojni davek, če je v uni državi manjši davek. Tako to je po moje stvar, ki se pri nas najbolj mora urediti od SP-ja do zaposlitve do To je SP, oziroma Spins je imel eno idejo, da bi dal nek redne zaposlitve. Ampak, a veš ti, kako ćeš ti v fuzbalu dati na nekoga, ki računaš, ne vem, v Olimpiji? Komu lahko daš ti redno zaposlitev? Za določen čas moraš dati, ne? ne. V tujini je to normalna praksa, ne? Mislim, se mi zdi, da zakonodajno nekih stvari sploh ne znamo speljati. Recimo, ti imaš tudi veliko razliko, če gremo zelo v detajle, kar pri nas se rangira kot štipendijska pogodba v fuzbalu. Recimo, Hrvaška ima to urejeno na to, da tudi štipendijska pogodba klub na nek način ščiti. Ne? Ti, če daš igralcu štipendijsko pogodbo v Sloveniji, ti nimaš nobene zaščite, ti samo njega plačuješ, razen če imaš pač, kar delajo klubi, nažalost, civilne pogodbe, da so pol starši vezani, da morajo vložen denar vračati in te stvari, kar je itak, kar jaz razumem, ilegalno oziroma pade na sodišču. Ne. Pogodbe v predalu. Ja. Milijardo imaš nekih stvari, ki so... To, kar si rekel, to, veš, spet se vse začne pa konča pred denarjem. Se pravi, ti potem bruto znesek, ki ga ti podpišeš na pogodbi, oziroma neto znesek je potem bistveno manjši. Več, ko zaslužiš, večja je razlika. Tako, ampak po drugi strani se pa izogneš temu riziku akontacije dohodnine. Ne. Vem, da fantje, ki so prehajali iz Maribora in Olimpije v neke manjše klube, kjer so bile posledično te akontacije dohodnine bistveno večje, so imeli pol težavo, ker so v novem klubu, manjšem klubu podpisali to nižjo pogodbo, da se jim je tukaj že tepla, zelo močno tepla za to fiksno akontacijo dohodnine, ki jo morajo še plačevati na račun prejšnjega leta. Ne. In tukaj bi se moglo neki... Če pa plačaš na koncu, pa toliko visok znesek, da se za glavo primeš, ne? Če ne bi akontiral. Dobro, da imamo računovodje. Davčni podcast. Eno stvar je vprašal, koliko sta bila najdel v fuzbalu brez plače? In kako preživiš, ker slišimo te stvari, niso dobili 4 mesece. Pa ne brez kluba, da sta bila v klubu, pa da niso plačali. Kako bi rekel, ja. Posod je bilo, nažalost je pač to kar praksa, da se zamuja, in kot sem rekel, ja, v Olimpiji na začetku je bilo pač, je vse štimal. Moram reči, da v Olimpiji res je bilo do konca kar okej, bile so zamude. Ampak je bilo tako pač, zmeram si na koncu dobil, jaz sem imel zmeram to, recimo, verjel sem pač takratnega predsednika, da pač na koncu zmeram tisto, kar je povedal, prišel pred nas, če je zamujal, je povedal, zakaj je, kako je zmeram smo dobili. Medtem, ja, iz tujine, tiste pol leta, ko sem bil, je pač, ja, divje, sem se ful bal za to Grčijo, ker vemo, da je pač tako malo res Balkan najjužnejši, in je to malo problem. Ampak začuda sem tudi tam vse dobil, sicer pa ja, zamudo, ja, tam sem pol na konc, ne vem, 3 mesece kasneje dobil pol vse. A veš, ful dobro vprašanje si dal, zato, ker to je za neka fama, zamuja 3-4 mesece. In pol ima folk v glavi si to predstavlja, čakaj, a te fantje res 3-4 mesece niso dobili plače, ampak ne more biti temu tako, ker in zgubiš garderobo in imaš upor in punt in to tako ni, da 3 mesece, se pravi od 1.1. do 1.3., da ne bilo 1.4. ne bilo plače, to ne obstaja. Ampak se pa dogaja, naprimer, da, a veš, dajo klubi, začnejo s
15.1., pol je 20. februar, pa 25. marc, pa tako gre okol, pa gre ena plača, pa si 2-3 leta, pa ti nekje 3 plače zamuja. Postopoma, ne? Ja, postopoma. Zdaj, da bi bilo to v kosu neko obdobje 90 dni, da si brez plače, Nisi doživel, to ne obstaja. Hvala Ne. Bogu, mislim, da to je... Se pravi, ne vem, kako živiš, ne. Ti moraš, tako kot sem rekel, pa pride, ko si sam, ko še nimaš recimo družine, preživiš marsikaj, bi pač poješ to, pač greš čez to, veš, zakaj delaš za neke više cilje, da greš nekam ven na boljše. Ne. Ko pa imaš družino, pa to, pa ko je treba pač te stvari, zadeve reševati, je pa pač pol problem. Ne. Pol je tudi po tem koncu kariere, je tudi, a veš, tako kot smo že govorili, ko imaš enkrat konec kariere, prešaltati to, pa najdeti zapustitev, ker vse imaš. Vemo, mi, ki smo igrali v slovenski ligi, to niso taki denari, da bi lahko od tega živel na nek dolgi rok. Tako da tudi iz tega vidika je treba je tudi ta vprašanje kar dobro. Denis, a si je lahko v zlatih časih Maribora standarden igralec, ki je imel dobro plačo in igral 2-krat v Ligi prvakov, zagotovo eksistenco? Kaj je zate eksistenca? Ne vem, da si je kupil eno stanovanje, od katerega daje v najem in da mu je ostalo dovolj denarja, da ne mogoče 10 let ne rabi nič razmišljati. In da od tega stanovanja, ki ga daje v najem, dobiva dovolj za življenje. Ja. Ja. In to je, mislim, da edini klub v Sloveniji, pa še to ne zaradi tako velikih mesečnih prihodkov, ampak zaradi tistih premij, ki so bile v Ligi prvakov, ker na račun tistega si pa lahko sigurno kupil 2-3 stanovanja in pač potem na podlagi tega manevriral skozi življenje, da bi pa zdaj bili take plače, da bi pa toliko dal na stran, to pa težko. A ste se vedno mogli pogajati za te premije? Ali je bilo v Mariboru določeno? Da si vedel že pred začetkom... Oni so veliko dali, ne, Ja, procentualno, da to je si znano. že pred začetkom sezone vedel, ok, 50% gre nam. Ali je bilo vedno... Ne, mislim, ne moreš se, ja, toliko nekih faktorjev, veš, ker naprimer ti play-off lige, igraš lige prvakov, če se ti izgubiš, pa greš v Ligo Evropa ali pa zmagaš, greš v Ligo prvakov, to je lahko tudi 10 milijonov razlike. Ne? In pol se spomnim, da je bilo tako, da so v tistem našem času so šli Tavares, Handanović, Šuler, Mertel, Viler, Rajčič, ne vem, te izkušenje so šli, pa pač pol so pogajani, ne, to je pol tudi biznis, tukaj se pol tudi, pa je prvo neuspešno, pa drugo, pa se pol nekje najdeš, ampak Maribor, lej, svaka čast, tukaj so prišli nasproti toliko, da smo dobili tako pogačo, ko vem, Dinamo Zagreb, ki so te cifre prišle ven, ni bilo primerljivo. Ne. Ampak klub se je tudi zavedal, veš, to je edini način, da si ti neko eksistenco ustvariš, ne, ker s kostivnimi plačami ne Pa gre. z uspehom si jo priboril, ne? Tako, uspehom si priboril in tudi klub je imel ogromno od tega, oziroma ima še zdaj, skozi vsa ta leta, mislim, da se še una trdo prigarana sredstva kurijo še dan danes. Še ena zelo bizarna specifika tega obdobja tvojega v Mariboru je, da je bil tvoj soigralec tudi sin športnega direktorja, ne? Luka, ki je 1 leto mlajši od tebe. Kako to doživlja slačilnica zdaj, če smo malo kontroverzni, oziroma če si lahko glede tega zgovoren, a je bilo glede tega čutiti neko, bom rekel, drugačno klimo, ali je to, mislim, vemo, da je to vendarle tema, mimo katere ne moreš, ne? Tema, mimo katere ne moreš, ampak Luka ima že od malega toliko glavo dobro naštimano, da mu je jasno, da če bi on karkoli nosil naprej, bi kvečemu sebe spravil v slabo situacijo. Tako da mi smo njemu tukaj zaupali zelo, ker pač Luka je inteligenten in ve, da v primeru, če bi karkoli prišlo, on bo, hočeš nočeš on tisti, ki bi tukaj... vedel, da je on, Ja, ki bi Če ste sedeli na kavi, pa je on prišel, ni bilo filtra. Ker najbrž se verjetno niste spogovarjali samo, kako imate Zlatko ta radi, ne? Marsikaj se dogaja čez sezono. Kritičen, ja, in tudi Luka je bil kritičen, ko je imel neko zdravo mero kritičnosti, tako da on je to vlogo upravljal, za moje pojme, fenomenalno, ker če se poistovetimo s to vlogo, to je težko, ne? To je zajebano, to kakorkoli gledaš, to... Hitro si izoliran, ne? Hitro si izoliran, hitro si umaknjen, hitro si neki, tako kot si rekel, zdaj mi tukaj pogovarjamo, on pride, obmolkneš, neprijetna je situacija, ampak ne, to je bilo podelano v nulo, plus
Luka takrat igral dobro. Ne? Ja, moj argument je bil 2-3 strelc lige, se ne veš kaj. Ja, on je skozi bil nek kot užigosten, češ ja. Skoraj ne moreš zmagati v njegovi situaciji. Lahko daš 20 golov, pa še vedno rečemo, da ta sam gole daje. To je bila pri njemu, je bila to. Ja, je bilo realna to, zgodba, ampak jaz še zmeri, Luka je Videla se dobro razumeta, ne? Midva sva super, no. On je, pa ne zdaj zaradi tega, ampak tudi jaz v slovenskem prostoru nisem doživel igralca, ki bi imel tak nos za gol, mislim, mi kar rečemo nos za gol, to je neko predvidevanje, ki se ga ti ne moreš naučiti. Se pravi, ko soigralec udari po golu, kako se boš ti v tem letu žoge pozicioniral, da boš najbolj predvidel ta odbitek in ga spakiral, to je klasa, to je, mislim, to je nekaj. Pa tudi ne se lih to, pardon, zdaj mogoče malo, če zamenil temo včeraj, spet malo aktualnosti, gledam tekmo z enim kolegom Barcelona, Paris Saint-Germain, ne, in recimo pogovor Joao Felix, Lewandowski, te igralci, Joao Felix, lani bil tudi v Chelsea, neka največja stvar, kakorkoli ima neke krasne kvalitete, ni naravni finišer, ne. To, kar ima Lewandowski, recimo, ali pa take špice, da imaš tak finiš, da tako pakiraš, to ne moreš naučiti igralca, ne. Ti lahko dosti stvari verjetno spilaš, ampak te stvari so realno prirojene, ne. To je, povej, vratar. Ja, mislim, to je res, ja, imaš tako, ja, zdaj recimo Kdo je najboljši finišer, ki ste igral z njim? Evo. Tudi na treningih si to verjetno videl. Žusi Lupeta ni bil, ne? Ne. Ampak ja, to je tisto, kar si rekel, ja, in pri nekaterih imaš vse fiziko, ima to, pride pred vratarja, pa ali gre mimo, ali gre pa v njega. Darwin Nunez, recimo. Ja, in pač ja, in to, ja, časoma jaz mislim, da ti lahko popraviš, ampak da si pa ti poln killer. Rodiš se s tem, ne? Obdobja se ne moreš ti kar zamenjati. Jaz mislim, da... Koliko se Andreja Pirlo rodi z dotikom, pa z obračanjem. Pa in to je bilo samo pakiranje. Ampak je bil tam, ne? Je bil tam in jaz mislim, da ja, na nek način moraš imeti ta instinkt za to, da veš, ne vem, ne bom šel na basket, ker pol me bojo... Ne, veš stran. Ker me bojo pol me... Kdo je bil najboljši finišer? Pa v mojem obdobju je bil Milivoj Novaković. To vidiš na šut treningu, ko pač... Brutalno, ne? Brutalno. Imaš 10 tistih strelov, ko se te napadalce tam razigravajo, kako to žogo plasira, kako udarja, kak zaključek, tudi neki predložki strani. Pa dobro, to je next level igrač. Dobar, ja, ampak... Mislim, Nova je bil star, kaj, 36, ki je igral tle, Luka je bil najboljši. Če govorimo zdaj o neki šut vaji, kako je on to pakiral ob stativah, to čudo neviđeno. Luka pa kar se tiče tega nekega pozicioniranja, naprimer Nova je bil jeben igrač v kazenskem prostoru, ko je šla žoga iz strani, veš, on zgleda, da ga lahko zdruvaš, ampak žilav, ono, komovci, špičast, ono, neugoden. Z Luko si laže tukaj, ampak v nekim tem... Od Bijanca je bil pa on prvi. Ja, od Bijanca, to je pa Luka bil čudo neviđeno. Kako to predvidevanje, pozicioniranje se izmakniti noro. Tudi Ante v tistih Vukošičih. Razmišljam, pač ja, po statistiki, sezono, ja, Ante pač je res, da na kakšnih tekmah je pol malo odpovedal. Ante Vukošič, dragi gledalci. Ja, Ante Vukošič. Ni Guberac. Da ne bomo s temi prle primke. Kaj pa Špoki? Sinski diamante. A ti nisi bil Olimpij Špokijem, ne? Nisem bil z njim, ampak ja, proti njem, ki si tisto pol sezone res je šlo vse noter, tako da ja, bilo je plus recimo tam takrat una sezona, ko smo pač mi zakockali v Celju, ko sta bila Vizinger pa Lotrič, takrat je bilo res težko, mislim, si imel občutek, da vse, kar boste naredila, da kar najdla sta se med sabo, skupaj par, takrat sta bila res ubijalska, drugače pa, ja, dober, Tavares, ne moramo mi njega, on njegov sam tako, pač, pride noter, ne vem, igraš v Ljudskem vrtu, pa pride noter, pa že takoj že malo napete, razumeš, že veš, da bo nekje se bo odbila, ne, uno 16 njegov, ker vemo, pol njegovih golov vemo, kako je bilo, ne, to je tisto, ampak to ni na ključje, ne, na koncu to je neko znanje, na koncu predvidevanje ve, kako bo šel nek branilc v njega, pri njemu ni bil on tih čistih driblingov, ampak on je se za in je prvi čiščanca, bam, gol, pa je bil tam, kjer je bilo treba in ja, bil je res pač ni. Zato se plača to največ v fuzbalu. Doskrat rečeš, zadnji pas je mogoče najbolj kompleksna stvar v fuzbalu, ampak dejansko dati gol, ne? To je najbolj zajeban, kar lahko... Tle še psihološki moment, ne? Veš, tu si situacija 800, pressing, gol zgleda manjši, ne?
vse. 90 minuta, ko si ti na 1-1, moraš zmagati, v zadnji pritisk in trener, in denar, in klub, in predsednik, in tam ohraniti mirno kri. To ni enostavno, to folk misli, ti sam pakiraš v dolgo stativo, ampak takrat treba glavo naštimati, fokus, biti v tem moodu, to se največ plača. To, kar si zdaj rekel, ja, ta pritisk tle v slovenskem prostoru, jaz recimo, kaj je specifika, ne? Ful je, ko gremo iz leta v let, iz meseca v mesec, ne? Klubi, ne? To je tisto, pač lahko ena situacija, dejansko imaš občutek, da ena tekma odloča o obstoju kluba, ne? Tako, o nadaljevanju, kako, v katero smer bo šel klub, ne? Govorim ne zdaj, da bo propadel, no, mislim, v kakšnih primerih tudi že pač se to dogaja, ampak imaš velikrat občutek, ok, zdaj pa mi moramo Evropo zboriti, ker če ne bo vprašanje, kaj v naslednji sezoni, bo se umaknil, bo šel. In tega je vse preveč in to jaz mislim, da za samo kvaliteto, sam razvoj ni fino, no, in da pač, ok, mogoče se ti lahko razvijaš v neki, pač imaš to trdo kožo, ampak jaz mislim, jaz sem imel fulkrat občutek, pač kjerkoli sem bil, da so skozi je bil ta uspeh pogoj, da se bo pa pač funkcioniral. Nisem, recimo, ne vem, greš pa v tujino ali pa ne vem, gledaš klube, ki pa pač sploh ni vprašanje, pač sezona se igra, život gre dalje, tle imaš pa v Sloveniji pa mislim, da dobiš občutek velikokrat, da pač, ok, če ne zmagamo ali pa če ne gremo naslednji krog v Evropi, ne vemo kaj. A si ti kdaj boril za obstanek s katerim klubom? V Grčiji? Ne. Ja, smo se, ampak smo se takrat ful hiter rešili. No. Kaj pa ti, Denis? Zanima me, koliko je različna, drugačna dinamika pa psihologija, če se boriš za naslov ali pa za Evropo ali pa za obstanek, ker to je pa dobesedno v slovenskem fuzbolu, se mi zdi, za preživetje. Unke izpade v drugo ligo, ne vem, kdo je izjema, Radomlje se vrača, pa gre, ampak ostalo, evo Sežana, izpadla iz prve, zdaj bo izpadla še iz druge. Mogoče tudi ne, ja. Iz druge, Aluminij, ja. Zdi se, da če izpadeš iz prve lige, je konc, ne? Ampak to, kar si ti rekel, jaz imam pa čisto drugo izkušnjo, zato ker mi smo pa že kot zelo mladi v Kopru bili ful pod pritiskom, kar se tiče, smo bili v vrhu, pa pokal, pa Evropa, pa to, pa so bili neki vložki in meni pa zdaj, ko gledam za nazaj, mi je pa to iz vidika neke baze za nadaljevanje kariere mi je pa ful dalo. Naprimer, zdaj vidim, da mi je dalo ful več, kot pa v nekem razvojnem klubu, tako kot si ti rekel, da pač zmagaš, zgubiš, vse je ok, vse je sprejemljivo, da ti pač ta pritisk se ti pol manifestira nekje drugje, v nekem drugem klubu, na nekih težjih tekmah, v nekih drugih okoliščinah. Ja, in jaz mislim, da je to pomembno. Ja, razvoj do neke starostne skupine, super fajn, ampak pol, ne vem, že tudi pri kadetih mladicih se pa moraš se Ne, se razume, se igraš za to. Sam se pravim, jaz sem imel prevečkrat občutek, da smo se ukvarjali pač s temi stvarmi, kot nogometaš bi se mogel pač fokusirati na pač sam fuzbal. Jaz, saj recimo in v Olimpiji in tako, ko sem bil, je bilo pa vse prej kot to, no, in to me je pač motilo do te mere pač ja, da zmeraj sem dobil ta občutek, kaj bi lahko bilo, če se ne bi s tem ukvarjali. Ne. Lahko se spet na Olimpiji, veš, da smo bili najboljši, smo bili pa takrat, ker je bil največji cirkus, ker smo skrb držali, ker te nekaj drugega prinese. Spet je to, razumeš? Nekaj ti vzame, oziroma nekaj ti misliš, da bi lahko tam več dosegel, če ne bi bilo tega, po drugi strani pa skrb stopiš kot ekipa, ker se moraš, ker če ne pa lahko, ja, najlažje se pač rečeš, ok, pustimo pa vse. Ker to nalaganje izkušenj, ker je Denis zelo zanimivo istočnico dal, ne. Če se pogovarjamo recimo o Arsenalu, ne, v Ligi prvakov, ali pa v angleškem prvenstvu, ne. Ti vidiš to razliko, ne. Dobro, skupino so imeli relativno smešno, ne. Pa gledaš tekmo z Bayernom, dobro, Bayern je Bayern, ampak vemo, v kakšnem stanju je, ne. A veš, a ni šokantno, da si toliko manj suvereni, tudi Arteta sem bral, je govoril o tem, ne. Ti brez tega, da imaš prvo to lansko izkušnjo, ki so imeli, ne. Zdaj po dolgem času igrajo spet Ligo prvakov, spet neko drugo tekmovanje, ne, in kar drugačna ekipa deluje. Ne. Ja, pa na prvi tekmi se prav čutilo, da so oni superiorni napram Bayerna, ampak sam čakaš, zdaj se bo nekaj zgodilo, kdaj bo neka neumnost, ki je nisi navajen v Premier League, ampak vidiš, ko se tekma začne, vidiš vse, da so boljša ekipa v tem momentu, bolj organizirana, bolj kvalitetna, ampak cel čas je pa v zraku to, kar v Premier League ni, dobro, zdaj proti Vili je bilo, no, ampak račni, da neki bojo zajebali, neki se bo zgodil, pokazala se bo ta njihova neizkušenost, pokazala se bo ta pritisk, neki in se je zgodil na prvi tekmi. Bomo videli, kako bo na drugi, ne, mi to snemamo v sredo, tako da še ne vemo rezultata, ampak
Se vidi ful razlika. Kompleksna situacija, kot težko, isto Porto, ne, obe tekmi, ne, matranje, ne, Porto jim je gor za moje pojme taktično lekcijo naredil, isto v prekinitvah, kaj so jim delali, ne, so jih čisto nemogočili in na povratni tekmi realno so se dobro zlekali na penale, itak je to pa tako, ne, ampak fascinantno, ne, in tudi če gledaš to recimo pod Manchester Cityja skozi vse te debakle, pa Pepova ta taktična izume, pa tavanja, ki jih je imel na teh ključnih tekmah, pa Lyon, pa Chelsea, tisti finale in tako naprej. Ne. Neverjetno, ne, kako ne moreš in moraš držati to konstanto, da prideš do tega. Ne. Ena zgodba je Real Madrid, ki se ti zdi, da preklopi. Zadnjič v studiu si že dal dobro istočnico, da pač Arsenalova ekipa potrebuje, da se jim naložijo te izkušnje, da dozori tudi v Ligi prvakov v končni fazi. Ampak pomaš pa tu na drugi strani en Real Madrid, ki se je napram tistemu obdobju Zidanu, ki so ga imeli cela garnitura igralcev zamenjala, pa še zmeraj parirajo en Manchester City. Ok, bomo videli, kaj bo danes večer, ampak nekaj, jaz sem mnenja, da je nekaj tudi v DNK-ju kluba. Tem DNK-ju, ki je Zahod tako pompozno napovedoval, ampak nekaj je tudi v temu, ker pač te klubske garniture, dojemanje, to nekaj je na temu, ker Real je vzorčen primer tega. Ker tudi recimo Barcelona, ne v kakršnem koli stanju je, ne, se mi zdi, da vseeno ima nek tako neverjetno auro, ki igra to Ligo prvakov, da gre pa zmaga v Parizu. Sploh ne igra na svojem stadionu, ne. Čisto nič ni tipičnega zdaj za Barca. Tako, ne, ampak je še vedno to kar neka Barca, tako na nek način, kaj naj se rekel, prije Tavares v igro pa rečeš. To je tisto, ko vidiš une drese, vidiš un grb, ne, vidiš to. To bi rekel, močno izgleda. Ne, to se strinjam in zato je pol, ko govorimo o teh menjavah trenerjev zdaj, ko se bo zgodil Barca, Liverpool in taki klubi, ki so, je pol ful nehvaležno biti tisti prvi, ker recimo v Barco tudi ne moreš dati kar vsakega trenerja, ker moraš nadaljevati, ne moreš dati, zdaj bomo pa mi igrali, to je že od Cruyffa se igra tako in to je to, pač ne moreš dati nekoga, ki ne pade v to, ne. Pomaš pa Manchester United, ki je zavozil in DNK in kult in vse živo, kaj pa pol? De Zerbi bo zdaj to rešil. Sam za De Zerbija dejansko, oziroma za kjergakoli mladega talentiranega trenerja je po moje dosti boljša rešitev iti v United kot iti v Liverpool, ker v Liverpoolu lahko nadaljuješ dobro, večja šansa je pa, da boš vsaj v prvi sezoni slabši od Klopa. Pri Unitedu pa dejansko bolj, ker ne moreš več iti. Je pa res, da je United v teh zadnjih 10 letih požrl in uničil ogromno zelo kvalitetnega kadra. Tako da ne veš več, kaj je lahko tam sploh garancija. Ogromen velikih igralcev, začnemo z Di Marijo, pa s temi, ki so prišli, nikakor se niso znašli in tisoče takih primerov, ali trenerjev seveda, ki je bilo veliko dobrega trenerskega materijala, pa so vsi naleteli na isto zgodbo. Oni so največ denarja porabili v tistih prestopnih rokih, ko se niso uvrstili v Ligo prvakov. Se pravi, so 6., 7., kot bojo letos, 500 milijonov. In pride Falcao, Di Maria, Sancho, ok, Sancho je bil čisto legit nakup, ne, ampak zdaj pa je, kolikor berem, spremljam pod Radcliffom, bo probal na drugačen način. Zdi se mi, jaz ne vem, po moje bo menil trenerja, zdi se sploh zdaj po tej tekmi proti Bournemouthu, da je izgubil slačilnico. Garnačo tam lajka tvite, ki vređajo Ten Haga. Je pa res zanimivo. On se spravil pol na Garnača v izjavi. Tega, mislim, vse je bil, za K je bil na tej tekmi, ampak da malo je igral 31 tekem zapored v prvi postavi. 19 let je star. Prvi strelec ekipe je, če gledaš vsa tekmovanja razen... Je pa res, da je tudi Garnača ni brez Ten Haga, ne? Gre tudi v obratno smer. Zdaj ti tazga fanta, jaz mislim, da moraš disciplinirati. Jaz mislim, da gre to pri Ten Hagu... Jaz se strinjam, ampak problem je v tem, da oni njega disciplinirajo, ta je šel pa na Twitter lajkat tweet, da je Ten Hag za naš. Poznam zgodbo, ki je infantilna, seveda, pa se je pol to zbrisal, pa ne vem kaj. Ampak to so dejansko, jaz imam, moram reči, zelo osebno, vem, da ga ima tudi Denis zelo rad, zelo deljena mnenja glede Ten Haga. Ker Ten Hag, ko je on prihajal v United, jaz sem mislil, da je to za United fenomenalna odločitev, ker ta njegova Ajax zgodba je bila bum, fascinantna, fuzbal je bil čarovnija, mladi igrači so se streljali, vse je izgledalo, da je to človek za trenersko elito. Prva sezona lanska, napredek. Velik napredek.
Tako da s to potrpežljivostjo v fuzbalu je zelo tako, ne. Tudi žnan smo se pogovarjali v studiu isto glede Artete, je šel čez zelo težka obdobja, pa so držali, pa so bili stabilni. V tem vmes se je že zdelo, da Arteta nima pojma, ne, realno. Ne. In takrat, če bi odletel, verjetno ga požre. Ne bi bil trener nikjer Ni ga več, več nikjer, ne. Sej, to se konstantno gleda. Zato je ta, se mi zdi, tudi zdaj imamo situacijo v evropskem fuzbalu, da bo ogromno enih velikih služb realno odprtih in ogromno nekih teh trenerjev novega vala prihaja, ki bodo verjetno dobili te službe, ki jih je bilo mogoče v preteklosti težko dobiti. Bayern menja trenerja, zgleda bo se vrnil Nagelsmann. United bo mogoče menjal trenerja. Liverpool išče trenerja. Barca išče trenerja. Da govorimo, Juve mogoče menja. Napoli išče trenerja. Mogoče bo menjal Milan. Ogromen je služb teh elitnih in to je res šansa za to. Imaš pa tudi ekstra veliko nekih mladih, zanimivih trenerjev, ki prihajajo v to situacijo, ko so vsi neki, bom rekel, taktični, mogoče mali inovatorji, ta nek novi val in se zdi, da se bo mogoče ta nek evropska dinamika fuzbala zelo spremenila v poleti in bo zelo zanimivo, kam bo to odpeljalo. In pri Ten Hagu je tako, da zdaj jaz mislim, da na nek način verjetno ga lahko reši FA pokal, ne? Tle bo v finalu, Coventry ima pol finalu, spet bo Cityjem v finalu verjetno ali pa s Chelseajem. Ne, zdaj gledamo včeraj Dortmund, ne. Lani United Sabicerja pripeljal na pol sezone, igral, prihajal noter, Sanča je odpikal, ni discipliniran, včeraj oba zborila polfinale Lige prvakov z Dortmundom. Sabicer gol pa asistenca, Sančo tudi odigral solidno tekmo. Veš, tako, kot si zadnjič rekel, oziroma prej rekel, da je požrl toliko kvalitetnih igralcev, da je neverjetno, mislim, ne moreš mi reči, da Marcel Sabicer ni bil nič posebnega v Man Unitedu, pač. Ampak v tej ekipi bi čisto lahko funkcioniral, ni nujno, da igrati za prvih 11. Sančo je prišel kot top 3 največjih talentov evropskega fuzbala. Pa niso imeli niti pozicije za njega, ne. Vemo, da hoče igrati levo, on je pa igral desno. Se zdaj tudi pri Dortmundu igra desno, ampak vseeno, ne vem, pripeljal si super igralca, ki je taman za United. Mlad, bil je v tujini, naredil se je Winger, ki jih imajo pri Unitedu vedno toliko radi, še City si ga ukradel, ki je bil prej pri njih, ne. 10 golov v 2 letih. Mi smo zadnjič govorili o projektnih trenerjih, pa o nekih trenerjih prekaljenih, ki imajo lovorike, ki so pač neka garancija za uspeh, ne. Manchester United je v tem pogledu po kuru potrošil že obe opciji. Oni so šli z Mourinho, Van Gaal, prekaljeni, z lovorikami, ne vem kaj še vse, Ona Gunnar Solskjaer, Ten Hag, neki projektni, da bi to neki vse je šlo, vse na vseh črtah so popušili. Kaj zdaj? Sem problem v tem, ko oni so šli iz enega stila fuzbala, Davida Moyesa, ki je probo malo kopirati Fergija, so šli, kdo je njega zamenil? Van Gaal. Na Total Football. Van Gaala je zamenil Mourinho. A veš, in vsak je ni rdeče niti, pa vsak je pripeljal 3-4 svoje igralce. In ti si bil na koncu z Dailyjem Blindom v zvezni vrsti, pa ne vem, kdo je bil zraven. To je bil Van Gaalov igralec, pa je pa Mourinho pripeljal, ne vem, zdaj na pamet, kot da bi Casemira imel zraven. Nimaš že na 2 položajih v zvezni vrsti nimaš rdeče niti in pol je Mourinho zamenil Solskjaer in pol so šli v ta nek projekt s Ten Hagom, ki definitivno je projektni trener, samo ker ni projekta bilo v tem klubu. Ne veš, kakšen projekt mora furati. Jaz mislim, da je največji problem vsega tega, kar si rekel, v bistvu prihaja od gor. United ima strukturo nad ekipo, zato se pa zdaj neki pozitivni trendi kažejo, da se bo to postavilo. Je pa res, da to še nič ne pomeni, da bo to tudi uspešno. Saj Chelsea je strukturo popolnoma spremenil, kar se tiče tega, kako njemu funkcionira cel klub. Oni so dejansko vse, kar je bilo minimalno povezano z Abramovičem, poterali, tako da so prišli, kar je na nek način čisto legitimno, postaviš svoje ljudi, ne. Ampak United je jasna zgodba to, da so oni praktično bili bolj komercijala kot fuzbol klub, ne. In zanimivo je bila recimo izjava Postekogluja zadnjič, ne vem, če si videl na novinarski konferenci, ki ga skozi sprašujejo za to Ligo prvakov, pa Tottenham, pa koliko je to pomembno, pa on skozi, da Liga prvakov sama po sebi nič ne prenese. Pa do primer Newcastle, ne? Newcastle, zelo dober primer, ne? In je pol mu en rekel, ja kaj pa finančno, ne? A imate pritisk za ta denar? Pa je rekel, mi smo fuzbol klub, ne banka, ne? In dejansko se je ta industrija, ne, fuzbola je šla toliko strogo samo v te pluse pa minuse denarja, ne, da so te stvari več ali manj zanemarjene in se zgubijo. United je bil na nek način
bom rekel, pionir nekega tega napačnega razmišljanja, ne, ali pa če ga vlečemo še nazaj, prvo obdobje Florentina Pereza v Madridu, ne, s to galaktično politiko, ki se je dejansko v zadnjih letih totalno spremenila, ne, in če je če ta še vedno neko, bom rekel, malo grdo upravičeno norčevanje iz zadnjih 10 let Manchester Uniteda, dosti ljudi še vedno zasledim, ne, da ne razumejo, da Real Madrid zdaj nima veze z športno politiko te galaktične znamenite ere in karkoli. Real Madrid v tem trenutku je finančno eden najbolj stabilnih klubov. Vemo, kaj se dogaja v Barceloni. Real je šel skozi iste probleme, gradil stadion, šel čez pandemijo, ko ni bilo gledalcev, ko so te klubi izgubljali denar na mesečni bazi milijarde čez okno, ne, in so oni vseeno tle neko strukturo športno povsem spremenili, jo v bistvu genialno zastavili, ne, s tem influksom teh najboljših mladih igralcev na svetu. In je zanimivo, kako ti lahko tudi znotraj mogoče iste strukture se zamenja nek pristop v klubu in kakor je bilo, če se spet tega dotaknem, v preteklosti, jaz mislim, da absolutno upravičene te kritike, na kakšen način je Real Madrid funkcioniral, je zdaj mislim, da premalo tega dejansko navdušenja in hvaljenja nad tem, na kakšen način so oni klub razvili in na kakšen način se je recimo v tem istem obdobju Barcelona sesedla, ne, in kakšne je poteze zdaj vlekla, na kakšen način, kaj je žrtvovala prihodnost kluba za to, da je monumentalno situacijo reševala, se pravi prodajala te pravice za 25 let naprej in to, da je lahko zdaj vzdrževala neko iluzijo, da je konkurenčna, ne, in na koncu po uni lanski sezoni si v bistvu prečavijo na nek način v podobni situaciji, kot pri Ten Hagu, ne. Se pravi, zgleda bo to sezona več ali manj brez lovorike, ok, španska liga je še recimo teoretično živa, ne, in si spet v nekem krču. Po Realu pa tega ne zaznaš. Lanska sezona neuspešna, včasih je bilo tako, Florentino Perez je za dobro jutro zamenjal trenerja, ne. In to je fascinantno, ne? In to smo se v zadnjem studiu pogovarjali. Najbolj važna ti je stabilna struktura, ne? In to se prenese potem seveda tudi na igrišče. Jaz sem tle, ko si omenil to Postekoglovo izjavo, pa Liga prvakov, pa nismo mi banka. Meni se zdi, da smo celo simpatizeri, navijači začeli razmišljati na podoben način. Evo, kaj Man United, če bo četrti? Kaj pa bo Man United v Ligi prvakov? Ali bo izpadel tako kot letos, ali bo tretji pa bo šel v Ligo Evropa, ali bo pa v četrtfinalu naletel na PSG, City, Bayern, karkoli pa bo letel ven. Se pravi, 99% nima šans, da osvoji Ligo prvakov, ne? Ampak jaz tudi čutim v zadnjih letih, a veš, ko malo privoščim Unitedu, da pride v Ligo prvakov, ampak mi gre misel čez glavo zaradi financ. A veš, to, kar mi oni govorijo, to, kar mi folk govori, oziroma to, kar oni govorijo, četrto mesto prenaša toliko pa toliko milijonov, ne pa igramo, naj pride v Ligo prvakov, ko mogoče bojo osvojili. Ne bojo osvojili, ne. In tle to je nek način argument Postekoglo, ne. Kaj gremo v Ligo prvakov, vse tam bomo 28. Če ne bomo ekipe razvijali na ta način, da bo tam tekmovalo. Če ne bomo šans, da osvojimo, ne. Tako, ne, Newcastle je to stvar prehitro doživel, prehitro dosegel, ni niti načrtoval tega. In realno se mu je vse sesedlo, seveda tudi težka skupina, absolutno, ogromen teh poškodb, oni so rešili kar situacija s Tonalijem, ki je čisto totalno nepredvidljiva in nepričakovana, in imaš norišnico in si dejansko izgubil neko mogoče to pozitivno nit, trend in kar naenkrat si v problemu. Ful je rad v fuzbal, ni več tega dolgoročnega razmišljanja, ne. Vse je zdaj, jutri, že gremo iz te mantre, ki skozi tekme do tekmo, ne. Nobene neke dolgoročnejše zgodbe več ne sproduciraš, ampak ta mesec si, on mesec te ni, Chelsea zdaj z 8 tekem ni poražen, že se je mogoče pa to. Izjava Guardiole, pač prejšnji teden smo bili čist outsideri, smo bili slabi, zdaj smo prvi, pa smo dobri, pa smo spet, naslednji teden bo spet nekdo, pač, ampak še vedno so oni, ni več tega dejansko na dolgi rok, marsikdo. Pa tako, sploh novinarji, oziroma ta vprašanja se mi zdi ful tako pač, vemo, da ne more iti, tako kot v življenju ne gre skozi, greš gor pa dol, ne možete tu v fuzbalu biti skozi konstantno, pač imaš konkurenco, ampak City je skozi, recimo City je skozi tle gor, ne, ok, ima finance, ampak tudi drugih niso daleč, da se ne lažemo, ne pa, ampak ok.
Prej smo se pogovarjali, da bo zdaj veliko klubov verjetno menjali trenerje, da bojo veliko nekih trenerjev, ki so nekako veljajo za razvojne, ki so naredili neko zgodbo, ali je to Xabi Alonso, je to Amorim, je to tudi De Zerbi, bojo v situaciji, ko bojo mogli na račun pravilnosti svoje odločitve postati iz projektnega v trenerja z lovorikami, da naredijo to tranzicijo. Koliko trenerjev se je tle izgubilo v zadnjem obdobju, koliko jih je padlo na tej preizkušnji, ki so pač enostavno Potter iz Brightona v Chelsea, pa ne vem, Villas Boas, sem se spomnil, ki je bil ne vem kakšna prihodnost, pa ga ni na zemlji videl. Novi Mourinho, ja. Reli vozal, kaj že. Koliko je ta tranzicija zahtevna za trenerje, da ti iz nekega manjšega okolja, ko prideš v nek resnejši klub, da ti tam osvajaš lovorike. A mislite, da se to lahko zgodi Xabi Alonso, ki je poharil Nemčijo, očitno tudi Evropo? Šel bo definitivno v enem momentu, Liverpool, Bayern, kamorkoli bo pač šel. Real Madrid, ja. Je on dejansko najbolj perspektiven od teh trenerjev klubov pod elitnim nivojem, kar je Leverkusen pač. Jaz bi rekel, da ja. Jaz mislim, da je on na neki razvojni poti, kar rečemo, do super trenerja, ki jih je pač zelo ozka skupina. Delno seveda zaradi tega fuzbala, ki ga vsi vidimo in produciramo, pa delno te stvari, ki jih bereš v ozadju. Pa če gremo min tega, da so njemu že v igralski karieri govorili, da bo on trener, ker je verjetno milijarda takih zgodb, se bi verjetno vsi mislili, da bo Roy Keane, ne vem kakšen trener, kakšen je bil lider, pa to, pa vemo, kako se je to obrnilo, ampak predvsem iz tega, kar sem bral, kakšna je intenzivnost, kakšna je način podajanja informacij, kakšen je dejanski stik z igralci, ta psihološki moment, kot si ti zadnjič rekel, kakšna je razlika med Klopom pa Ten Hagom, jasno. Za nekoga boš dal 10% več, mi ne vemo dobro, kako to zgleda notri, ampak jaz mislim, da je ta ljudski faktor tudi pri njemu velik plus, pa jaz bi rekel, da je za njega, da je izbral zelo pametno odločitev, lih iz tega vidika, mogoče kar si zdaj ti Denis omenil, da te scena hitro požarene. Že naslednja sezona bo zahtevna za Leverkusen. Zelo. Ne rabi on v Liverpool, da bo težko sezono. Ja, in tudi Leverkusen ne skriva, da bo zikar prodal enega do dva igrača. Je pa tudi pri ne bi rekel, da je temu mogoče cona obdobja, je za njega, da je ostal tam, mislim, da ni to malo grd izraz, ampak v bistvu neko mirno nadaljevanje tega, kar je že zdaj postavil. Apropo temu, če bi šel v Bayern ali pa v Liverpool si že rekel, pa smo se že prejšnjič pogovarjali, kdo pride po klopu, vso srečo. Bayern po drugi strani je pa tudi strukturno v bistveno večjih težavah, kot ljudje lahko mislijo samo na podlagi rezultatske sezone. Bayern ima ogromno nekega, nekompatibilnega kadra, nekega kadra, ki je mogoče že malo dotrajan, bi rabo spet neko menjavo generacij, tako kot si ti rekel za Real Madrid in tako naprej. Zdaj, če se postavimo v pozicijo Xabi Alonsa, pa izhajamo iz tega, da zdaj po tej sezoni iz Bayer Leverkusena mora iti stopnico naprej. Kaj je bila po vašem mnenju najbolj safe varianta? Safe varianta v smislu, da ne popušiš na celi črti. Sej je bila to safe odločitev, kar je naredil, ampak še skozi bo to izziv. Še skozi bo izziv biti še enkrat prvak Nemčije. Mislim, da se lahko veliko več narediti korak naprej z Leverkusenom bo enako velik izziv, kot da je on prevzame Liverpool, pa da ne zgubi službe. Ampak v začetku nove sezone, a bo Bayer Leverkusen res favorit za naslov prvaka v sezoni 2024-2025, ali bo še zmer Bayern? Še zmer bo Bayern, verjetno, ampak se pa ta razlika zmanjšala in še skozi ima izziv, ker tudi če bo naslednjo leto drugi, ne bo zgubil službe zaradi tega, ker za Leverkusen biti drugi še skozi ni toliko švoh. Če bo še enkrat prvi, še skozi pravim bo imel izziv. Ni zdaj on na vrhu, zdaj pa lahko grem kamor hočem. Ampak jaz mislim, da mu bo po tem vidiku, ko smo prej govorili, da te poje. Če bo enemu Leverkusenu, tudi če bo neki neuspeh, pa ne govorimo o drugi, da mu pač ne bo ratal na tej, da bo ne vem, peti. Pač jaz mislim, da veliko huj, če bi on zdaj naredil korak pa šel v Liverpool, pa bi ga izkušal. Jaz mislim, da bo lažji, tudi če tle pogori, jaz mislim, da iz tega vidika
mu je bila to safe odločitev in tle se lahko veliko več nauči, ker ni tak pritisk, ker bi v Bayernu bil, pa v Liverpoolu. Iz tega vidika jaz mislim, da veliko boljš to naredil, ker tle noben ne pričakuje, realno pač. Zdaj, da si zdaj bo reči, jaz sem osvojil vse, grem. Kdo me hoče? Ne moreš pričakovati od njega zdaj naslednjo sezono, da bo pa zdaj pa pričakujemo, da boš ti prvak. Ker realno, tako kot smo rekli, Bayern bo še vedno, jaz mislim, da favorit. Prvo bo njemu vzel 2 igralca. No, ampak tako dela že, pač že on dela to konstantno. Je pa zanimivo, da se mi zdi v zadnjih letih to vedno manj ratuje. Oni so se tudi obrnili na neke čudne trge. Oni mogoče so lih to, kar so včasih skozi imeli, se pravi to, kar smo se prej pogovarjali, to strukturno beton, kako so funkcionirali, to se je izgubilo, odkar so se Henes pa Rummenigge počasi začela umikati, pol vemo, kaj je bilo lani s tisto norišnico, ko so Kana pa Saliha Midžića poterali na 3 sekunde po tekmi in oni so potem po tej situaciji, ko je prišel Tuchel, so oni dejansko niso imeli nikogar in zato sta Henes in Rummenigge tvorila še z nekaterimi ljudmi in Tuchel kar nekaj, oni so naredili nek prestopni komite in oni so pač zadevo reševali ad hoc, se pravi z danes na jutro, to, ko smo se usput tako in na koncu je prišlo do tega, vemo, kakšna je bila ona glavna zgodba. On je hotel 6, Tuchel, ne? Joao Palinja izbira. On je moj igrač, njega hočem in prva stvar, ki si s tem, bom rekel, kot trener naredil pizdarijo, je to, da si znerviral Gorecko pa Kimiha, ker si dejansko, on je rekel, enega od teh dveh prodajte, ker ne rabimo oba, ker rabimo klasičnega zadnjega veznega. Na koncu nisi dobil Palinje, ker so oni predolgo čakali in Fulham ni mogel dobiti zamenjave in je človek že slikal se tam in so skenslali in si naredil džumbus in to Bayernu preni. Zato sem jaz skeptičen, če Bayern lahko poleti proti temu trenutnemu Leverkusenu, ki je po vseh pozicijah zelo, zelo dobro sestavljen. Prodal bo verjetno enega igralca, jaz mislim, da to ne bo niti Wirtz, niti Boniface, niti Džaka, itak ne. Rekel bi mogoče Frimpong ali pa nekdo od teh štoperjev, Tapsoba mogoče, ki so ekstra zanimivi. Grimaldo, zdaj kakšno ceno lahko Grimaldo doseže pri teh letih, je drugo. In ozadje tega, kako so oni to ekipo sestavili, je pa lih to, kar Bayern nima. Se pravi, oni imajo tega Simona Rolfesa, on je športni direktor, ki ima zelo močno strukturo okoli sebe. Oni so vse te igralce najdeli igralce dejansko, ki jih več ali manj nihče ni iskal. Grimaldo že 100 let na sceni, ne vem, ima 2 nastopa za špansko reprezentanco 10 let nazaj, kdo je gledal Benfico, je pač dober igral, ampak ni zdaj kdo mislil, da mu ta dejansko sistem zelo odgovarja. Frimpong, ogromno je bilo dilem, vsi so se ga otepali, zato ker je vse imel razen zadnjega pasa, zadnje odločitva slabe LLL. To so oni iz njega izvlekli. Boniface je, razumeš, iz egzotike, če govorimo o najmočnejših ligah Evrope, prišel, pa zdaj izgleda igrač, ki lahko igra kjerkoli. In ta know-how, ki so ga oni pokazali s tem, kako so ekipo sestavili, tega jaz trenutno v Bayernu ne vidim. Oni so sicer pripeljali zdaj tega Maxa Eberla, ki je bivši športni direktor Leipziga, ampak vemo, Leipzig je prva stvar, kar si ti rekel, prvi na vasi, zadnji v mestu, oziroma prideš iz enega kluba, kjer načeloma je manjša sredina, je vse dobro, kar narediš, v Bayern, kjer lahko sam zajebeš. In spet, kakšne igralce boš ti vozil z backgroundom Leipziga? A si ti zdaj v smislu tega, da je to pot naprej? Bayern je druga zgodba, ti moraš pripeljati Wirtza, Havertza, Kejna. Se vprašanje, če lahko to na isto šablono, ne moreš delati v Bayernu, kot tam. Recimo se v Španiji, pa tudi Girona, tudi na nek način se je podoben tudi igralce, ki so nekje niso cveteli, pa jih je pripeljala, ok, zdaj so padali, ampak vsem. Dobro, istočnico si dal to. Kjero, kaj odmejo 10 minut monologa. Na te notranje struje, Kimmich, Gorecka, Neuer, Miller, te Švaboti, po moje, to so zajebani liki tam v slačilnici Bayerna, razumeš? To se držijo neko svojo strujo definitivno. In zdaj sem se probal poistovetiti situacijo v Liverpoolu. Naprimer, pride trener, ki Trenta ne bo videl desno zaradi njegovih, ne vem, obrambnih deficitov in bi, ne vem, imel neko drugo idejo. Kaj to potegne za tabo? Te potegne strujo Alisson, Van Dijk, Salah, Trent, ki so struja hočeš nočeš,
mislim, predvidevamo, glede na rezultate, ki so jih imeli, glede na to hrbtenico ekipe, ki jo imajo. In po mojem se je kaj takega zgodilo tudi v Bayernu. Ko enega od teh liderjev slačilnice odrežeš, on avtomatsko 3-4 potegne za sabo. In to se dogaja v vseh največjih klubih in zdaj si ti v poziciji trenerja, kaj storiti? A boš ti na račun tega, da boš iztrpel enega mangupa, ki ti to strujo drži, ali boš naredil drmr v slačilnici, pa una dva odrezal, pa ostale tri iz te struje hotel dobiti na svojo stran. To so kompleksne stvari. To so stvari, ki se morajo ukvarjati najboljši trener in tukaj in psiholog in neka persona, če si tu nek, ki nimaš tega, nima šans. Bolje zajebane, sej zdaj dosađujem s tem Bayernom, ampak ista je ta stvar, to, kar si rekel, ne. Dejansko dosti se je lomilo v zadnjih letih vedno na Tomasu Millerju, ne. Trener je prišel, rekel, dobro, ta ne more več, bomo mi nekaj drugega, zamenjal trenerja, vrne Millerja, ne, ker to po moje harmonijo slačilnico vrne, ne. In dejansko si imel ti recimo imel si situacijo, ko so oni odstavili takrat Nika Kovača, ne, ki je... Čakaj, Niko Kovač za Liverpool. Dobro, to ne bomo komentirali, nismo zato tle. Ampak oni so takrat recimo, kar je pa druga bizarna, oni so takrat ustoličili Hansija Flicka, ne. On je pač nek klubski trener, človek, ki ni... Gasilec Hadžo. Ja, gasilec Hadžo, in lih to, ne, se lahko navežemo. Hansi Flick je takrat, on je v bistvu starejše igrače potegnil skup, pa rekel, fantje, kaj je narobe, ne, so oni rekli, dober, on je hotel sam defenzivo, mi smo neki kar kontra igrali, tega je odjebil, tega je alo, ne, in je rekel, Hansi Flick, vse bomo zritali, in on je pač na to, on je bil na koncu predober z igrači, ne, in dolgoročno, enkrat sem poslušal enega tipa, ki ima nek Bayernov podcast, nek Švab, je razlagal, da Hansi Flick dolgoročno ne bi mogel funkcionirati, ne? Ker je toliko na to foro. Zdaj v smeri mal smo frendi, mal smo bolj na easy, ne? Gor dol in igračom to paše do nekega trenutka, ne? Do nekega pojem pa spet, pa dobro, znači ne treniramo, razumeš, nimamo nobene šablone, nimamo nobene taktike, ne? Sam ševa. Ja, a veš, ne, in rok trajanja ima tudi to, ne. Absolutno. Dej, ki smo prvi gasilec Hadžo, imam eno dobro anekdoto. Nimaš. Da malo presekam, moj dober prijatelj Jan Andrejašič je, kad je prišel v to Olimpijo, je bilo ta floskula gasilec samo, gasilec Hadžo, in tako, in nima bilo čisto jasno, ni zdaj ta gasilec znal udati v kontekst, ne. Aha, ni vedel, kaj pomeni v ja, in mi tako gasilec Hadžo, in tako, mi enkrat sedimo in tako Andrija, moj iz Primorskega glasom, pravi, Matej, Hadžo v prostem času res gasil, kaj? Jaz sem tudi eno s Hadžotom. Jaz sem bil, v Beli krajini je bil moj trener, Še kotiček za Belo krajino. To more, to more. 10-11 let nazaj, jaz sem takrat že živel v Ljubljani, oziroma sem tle delal in sem se vsak dan s Hadžotom pelil v Črnomelj na trening. Ne. To je bilo itak ura pa pol v eno smer jokanja vsak dan. Najboljše bilo pa to, da me je vedno pobral na letališki na Petrolu, veš, na konc, direkt tam. Ne glede na to, kje sem bil, kaj sem bil, jaz sem mogel priti do letališke, druge me ne bo pobral. Ne. In mi smo razmenjali, ne vem, ob 3 me pobere, jaz 19 let star Safet Hadžić, bal sem se ga bolj kakogarkoli v življenju in jaz pridem vsakič 15 do 3 tam. 15 do 3 sem tam in enkrat sem pa prišel 10 do 3, on je bil pa 15 do 3 že tam. Čeprav sva se zmenila, da me ob 3 pobere, ne, se pravi, še vedno sem bil 10 minut prej. In pridem, sem se že tresel, ker vedno sem bil jaz pred njim tam, zdaj bi pa on tam pa tako odprem vrata prav. Izi, pizda ti materna, vsak dan te moram čakati. Jaz gledam, Hadžo, 10 minut prej sem, kaj ste z meni. Jaz sem bil pred tabo tle, ne moram jaz tebe čakati, ti moraš mene čakati. Če bi imel tako spoštovanje do našega producenta Aleksandra Balkovca, ne, da smo mi 4 minute pred začetkom podcasta dol na kavi, ne. Odrastel sem v 12 letih vmes. Ni vse v tem nalaganju izkušen pozitivno, ne. Pa tudi Aleksandr Balkovc reče, mi... Ma sočne, ne? Ja, pa ne zaleže. Mogoče mora Hadžota poklicati, da vidimo kako. Dajte še kakšno od Hadžota. Skok je boljša.
ki se napačno očitno A to veš za Žigo Skoka? Ne. Žiga, ne? Žiga Skok. To Hadžo, je moja sorry. generacija, on je bil ful Srnca. talentiran. Štoper, Štoper Bočni. In takrat je bilo sodelovanje z Olimpijo, ne vem, zbiti takrat na Olimpiji in je Olimpija poslala, Hadžo je bil trener, prevzel je Olimpija poslala na dvojno registracijo Aleksandra Topiča, Aljaža Ivačiča, Tim Čeh, pa Žiga Skok iz Olimpije na dvojno in so trenirali Olimpije in igrali za Belo krajino v drugi ligi. In naenkrat Skoka več ni, oni tri prehajajo, Skoka več ni, odigrajo, mislim, da par tekmov v pripravljalnem obdobju in poga ni. In jaz se enkrat peljem s Hadžotom nazaj po treningu v Ljubljano in tako vprašam Hadžo, kje je pa kaj Skok? Več je smet, prav, ma dej pust budala, je šel medicino študirati. Pusti je fuzbal, pa šel medicino študirati budala, ena. Kako se zajebo, ne? Kako se zajebo, Veš ti kako? pa smeji se. S Polno. Hadžetom, Da imam jaz. Še eno uro podaljšamo podcast. Vrajna situacija, v Olimpiji bilo tam oktober, november, začelo se malo že hladnejše obdobje. Hadžo leti na trening, ona njegova šuška trenerka, brezrokavnik, kapca, Brezrokavnik, ja. uni lasi so takole ven štrleli, uno razpuk. In tam je bil tako in naš Tomislav Tomič, mi ga obožujemo, ga vidi in pravi, šefe, koliko so maroni? Hadžo, neč. Ali smejal se, zabavna fora top. Iz Olimpije jih je bilo, ja. To je bilo kar, ja. Jaz se sam spomnim, spomniš naše poti v Rigo? Naša pot v Rigo pa je bila, ja. Tiste je A nisi to bilo. že povedal enkrat? To je že 16krat povedal. V Lilu si to povedal. To bom zdaj že jaz začel razlagati, da sem zraven bil. Jaz bi bil zikr na onem prvem avionu, ki je prišel, z Lasicka sem, spomnim že. A še vedno sabotirate mojo igrico, ne gremo? Videl sem te, da si že iskal na si, ne? Ja, Si že iskal. Random Football Generator sem vključil. Ajde. Ja, ne, če Ampak niste, imaš sam ti. sem jaz še nisem najbolj igralcev. Ja, pa najbolj na igrice forsiraš, pa spomne veš, kaj delaš. Evo, manj ga. Evo, manj ga. Prvi hint, rojen sem 10. marca. Super, Denis povej. Če to en igrač, dober igrač, da se ga imaš. Ja, jaz sem rojsten dan 10. marca. Tako da argument je ne pravi, ti, ne, argument okej. je pravi, ampak nisem jaz. Rojen sem v Rheinfeldnu. Oj, Moj prvi klub je Mühlen Riburg, moj prvi članski klub pa FC Basel. FC? Basel. Basel. Izigral sem več kot 100 tekem za svojo reprezentanco. Hakan Jakin. Nope. Nisem reprezentant Švice. au, mater, zdaj si pa... Veš, koliko je takih rojenih v Švici, pa igrajo za eno drugo repko ali pa obratno, ne? Beriša. Džaka. Ne. Igramo v La Ligi, še vedno. Znači star si. Ja, 36 let sem star. 10. marca sem praznoval 36 let. Tako. 5 let starejši od mene, na isti dan sva rojena. 10. marca drugač Kje letnik je to? praznujete tudi Chuck Norris pa Osama Bin Laden, Oh my god. če vas zanima. Pa samo je to. Pa jaz pa ta. Maj, Letnik 88. 88. To je tam prvi vidma. Čakaj, Švicar. Ne, ni Švica. Ni Švici. Rojen v Švici. Ne, Švici znači balkanske narodnosti. Sorry, ne igra več v La Ligi. A dej. Pred kratkim je šel v Al-Shabaab. Dober, klasičen move. Ja. Džedan Šečiri. Ivan Rakitić. Ivane! Ivane, ja, bravo, oni se tam... Bom rekel, takoj, ko so Švicarska. on to ugiba, ne? Balkanci, bom rekel. Sem nas prejšnjič... Najprej je bilo Šečiri, Beriša. Sestali smo od največji bazov v zgodovini. 16 A se izkusil. bo še kdo preizkusil, ali je to to? Ne, jaz sem se Ne, prvo jaz sem se klasično odjavil. Mojo patentirano igrico ste sabotirali do konca. Dobro, hvala lepa. Bodi dovolj, ne? Ja. Do prihodnič. Naj te naduva. Zdravga. Čau. Se vidimo.